To so glavni vhod v ljubljansko stolnico svetega Miklavža oziroma Nikolaja. Vrata so bila narejena pred 24 leti, no, majčkeno več pravzaprav, ko je Slovenijo obiskal takratni papež Janez Pavel II. In so zanimiva zaradi podrobnosti, ki so prikazane na teh vratih. Avtor, kipar Tone Demšar, jih je delal od januarja do maja leta 1996 in je upodobil kar nekaj slovenske zgodovine, no, najbolje rečeno zadnjih 1200 let. Namreč v tem spodnjem delu so ostanki iz rimskega obdobja oziroma antike, a ne, in potem iz te antike raste slovensko drevo, to je lipa, in potem desno imamo upodobitev družine, oče, mati in otrok kot osnovna celica vsake družbe. Podrobnosti na teh vratih je kar veliko, zdaj glede na to, da govorimo o literaturi, bi se zaustavila praktično bolj na teh podrobnostih, ki govorijo o slovenskem jeziku. Tule na sredini imamo podobo nekega meniha, ki piše, nekaj zapisuje in zapisuje praktično slovenske besede. To so prvi, recimo, slovenski zapisi, seveda so bili to manuskripti, in recimo tale podrobnost tukajle, tale detajl, nakazuje na brižinske spomenike. Nekoliko višje, se pravi, da se podajamo v zgodovini nekoliko bolj navzgor. Zdaj o vseh teh zgodovinskih podrobnostih ne bomo tukaj govorili, ker pač smo se nekoliko posvetili slovenskemu jeziku. Imamo pa že obdobje reformacije, se pravi, če gremo po teh vratih še nekoliko navzgor. No, in v tem obdobju reformacije so bile natisnjene prve slovenske knjige, se pravi, imamo 2 roki, v levici sta 2 knjigi, Abecednik in Katekizem, na desni roki pa morda celo kdo opazi, piše pismo, kar pomeni, da nakazuje, da je to Sveto pismo. Torej, to so prve slovenske knjige, ki so bile natisnjene v času reformacije.